Spoštovani gospod predsednik, predsednik tudi dosedanji predsednik foruma in pa gospodarske zbornice, delegatke in delegati. Pravzaprav je to danes vaš forum, to bo mesto, kjer boste tudi sami povedali svoje zahteve in pa tudi pričakovanje od delovanja tega foruma v prihodnosti. Ampak jaz sem vseeno vesel, da sem dobil besedo, se zahvaljujem tudi organizatorju za vabilo. Sem res prvi, imam to srečo iz Slovenije, ki je član Evropskega parlamenta, odbora Evropskega parlamenta za kulturo in razvoj podeželja. Res je, da pred volitvami, pred 5 leti, tudi Taler obljubil, da bo član kmetijskega odbora, no, hvala Bogu, da ni bil. Ampak jaz bi rad večkrat spomnil na to bogato tradicijo kmetstva v Sloveniji, ki seže že vse v tej moderni dobi, vse od 19. stoletja naprej, kjer je dobro zaživelo. Lahko tudi rečemo, da je močno povezano z obujanjem narodne zavesti. Vlasti pa z Janezom evangelistom Krekom tudi nekako je prinašalo znamenje novega časa, demokratičnega časa. On je bil prvi, ki se zazemal za to, da uvedemo demokracijo na naših tleh, takrat v Avstro-Ogrski še. In pa ne samo to. Njegovo gibanje je od zadnjih desetletja 19. stoletja pa do druge svetovne vojne uspelo močno odvigniti socialno in gospodarski položaj slovenskega kmeta, tako da je po seštevku bruto domačega proizvoda takratno kmetijstvo presegalo dobro razvito industrijo v tistem času, torej pred prvo svetovno vojno. In dober in hiter razvoj podeželje in pa kmetijstva slovenskega se je nadaljevalo vse do leta 1945. Pol se je pa radikalno spremenilo. Res je, da se je marsikaj spremenilo tudi v drugih demokratičnih državah, da se je socialna struktura spremenila, da je vedno manj bilo ljudi, ki so bili aktivno vključeni v kmetijsko proizvodnjo, ker pač ni bilo treba, industrija je zahtevala delovno silo in pa tudi vplivalo to na demografske spremembe, da se podeželje praznilo, da so se večali industrijski centri, mesta in podobno. Vendar v socialističnih diktaturah veliko bolj kot v drugih državah. Pri nas so vedeli takoj, podobno po istem vzorcu kot v ekonomiji, v gospodarstvu, kombinate. Kmetje so pregnali v hribovska območja, hvala Bogu, da smo jih imeli. Na ravnini, kjer je bilo fajn pridelovati, smo imeli socialistično gospodarstva, podobno kot v večini vzhodnih državah. V Estoniji recimo ne vidite vasi, ker so popolnoma spremenili družbeno strukturo umetno, nasilno. In seveda to pušča posledice tudi dan danes. V 50 letih in pa začetku 60 letih je Jože Pučnik pisal o teh zadevah, se malo pohecal, da bo zdaj morala kapitalistična Amerika z žitom pomagati premagovati lakoto socialistični državi in so ga seveda zaprli. Tam je dokazoval, da je največji greh, kadar poskuša država z državno represijo uničevati zasebno pobudo tudi v kmetijstvu. To je bilo hudo prekletstvo za tedanji režim in eden od formalnih razlogov, da so ga takrat tudi zaprli. Skratka, dejansko je kmet, kot je že bilo prej rečeno, predstava razrednega sovražnika in kmetstvo in kmetijska proizvodnja je potegnila kratko. Mislili smo vse do konca padca režima, do 90-91, ampak položaj se ni spremenil niti kasneje. S tem, ko smo spremenili družbeni red, nismo pa spremenili ali pa naredili neke pomembnejše tranzicije niti na področju kmetijstva. Več ali manj so razmere ostale iste, kmetje tudi danes težko v težkih pogojih pridelujejo. Slovenija itak po površini spada ali pa ima večji delež površin, ki jih imenujejo z omejenimi možnostmi pridelovanja. Hvala Bogu, da smo lani spremenili tudi evropsko mapo zemljevid in smo dodali na to mapo novih 80.000 hektarjev. Tako da bo tudi z tega izvira, z tega zornega kota prišlo nekaj več denarja tudi v Slovenijo. Ampak nič kaj dosti ne pomaga. Nič ne pomaga, da smo v Evropskem parlamentu v tem mandatu sprejeli novo shemo za male kmete,
ki bo uveljavljena z novo finančno perspektivo. Nič ne pomaga, da smo sprejeli dodatne možnosti za mlade kmete, ker je država z obremenitvami, kot smo slišali malo prej, vse te prednosti, ki bi lahko bile izničila. Ko sem prej govoril, pred 100 leti smo bili izjemni Slovenci na področju sadjarstva, zelenjave. Naše kmetijske proizvode so poznali na Dunaju, pa na drugih evropskih prestolnicah. Danes imamo na tem področju 30% samooskrbo. In še slabše se nam piše, glede na to, da bodo mlečne kvote kmalu šle v zgodovino. Sladkornih kvot nismo uspeli uvesti, da bi spet poskušali z projektom, programom na vzhodni Štajerski, z sladkorjem. Tako da, kljub temu, da v prihodnji finančni perspektivi bo Slovenija dobila še kakšno 1 milijardo 200, 300 iz različnih naslovov evropskega denarja, to bistveno ne bo vplivalo ne na položaj kmeta, niti ne na povečanje samooskrbe. Deloma smo zato krivi tudi na drugi strani verige potrošnje. Če bi recimo veliko bolj zahtevali lokalno, sezonsko, domače, če bi imeli tudi pri teh navadah malo več nacionalnega ponosa, kot ga imajo Švicarji ali pa Avstrijci, potem bi recimo lahko tudi sami spodbujali proizvodnje, kljub temu, da ga vlada z sistemskimi ukrepi duši. Tako da jaz mislim, da bi vendarle lahko z eno ustrezno politiko kmetijsko, čeprav spadamo pod skupno evropsko kmetijsko politiko, ampak z spodbujami, ne pa z dušenjem, ponovno oživeli kmetijsko proizvodnjo v Sloveniji. Katastrofa bo, če bomo popolnoma odvisni samo od cenene tuje proizvodnje, še zlasti vin iz južne poloble ali pa mesa iz južne poloble, za katerega seveda je močno obremenjeno z antibiotiki. Tudi argentinsko meso, do nedavnega so mislili, da to je ena najbolj zdravih, pa ni. Evropa ima, hvala Bogu, v svetu največ laboratorijev, kjer spremlja kakovost prehrane, drugje po svetu ni tako. Mi v Evropi še imamo dobro prst, dobre vodne vire, dovolj potalnice, skratka imamo nekatere primerjalne prednosti, za katere lahko rečemo, da bomo v prihodnje jedli zdravo in dobro. Morda nekoliko dražje kot preostali svet, ampak vendarle zdravo in dobro. To je tudi eno od glavnih ciljev skupne evropske kmetijske politike, torej da je zdrava prehrana, da je cenovno dostopna, da istočasno imajo kmetje, proizvajalci ustrezen dohodek od tega, da se ustvari torej neko ravnovesje, ampak v Evropi brez nekega evropskega dumpinga ne bo šlo, tudi v prihodnje dne. Tudi zato marsikdo malo z skepso gleda tudi na nastojoče sporazume med Evropsko unijo in ZDA, zato ker v ZDA so povprečne kmetije velike 180 hektarjev, v Evropi 12, torej imajo bistveno lažje in boljše pogoje za pridelovanje in so veliko bolj konkurenčni kot mi. Vendar hvala Bogu, da se v Evropi dejansko vsi dejavniki zavedajo, da Evropa mora imeti svojo lastno produkcijo še naprej, predvsem zaradi kakovosti hrane. In morda bo v prihodnosti treba tudi včasih kakšen malo bolj oster ukrep v smislu delnega ali pa selektivnega zaprtja ali pa zaščite evropskega kmetijstva. Mi smo ta hip izjemno odprti, kar 40% izvažamo, pa tudi 40% uvažamo, kar je bil ali pa pomenilo kar hud pretres tudi za slovensko kmetijstvo, zlasti za vinarstvo, proizvodnjo vina. Skratka, to finančno obdobje za nas ne bi smelo biti pretirano stresno, če bi temu denarju, ki bo prišel še z Evrope, kot sem prej omenil, v kakšni količini, to pomeni 9% manj kot sicer te finančne perspektive, ampak vendar še veliko, če bodo te finančne injekcije sledili tudi ukrepi vlade, ki bi bili bolj stimulativni in bolj fair. Sedaj pač niso. Hvala lepa.